Vrhunec junijskega vročinskega vala, prvi dan 37 stopinj v Vipavski dolini, Tolminu in v Beli krajini. Četudi se je živo srebro marsikje povzpelo najvišje v zgodovini junijskih meritev, je do absolutnega rekorda zmanjkala le slaba stopinja in pol. A še 3 dnevi z rdečim vročinskim alarmom so pred nami. Mesta so bila danes večinoma prazna, bolj polna kopališča, obala, čeprav morje ne nudi najboljše ohladitve, ima skoraj 30 stopinj in elektrike Slovenija zaradi klim te dni porablja zelo veliko. Naše ekipe so preverjale, kako se ljudje z vročino borijo na mestnih ulicah, na kopališčih, pa tudi v ljubljanskem živalskem vrtu. Tam so bili Luka Černe, Mojca Hanžič in Leja Hrovat. Medtem ko turisti v prestolnici večinoma iščejo Zmajski most in Ljubljanski grad, pa domačini senco. No, to je še eden izmed načinov, kako se lahko ohladite v teh vročih dneh. Fajn za to. Ouch. Okay. Yeah, basically no ouch. Okay. Yeah, good. Our water. V Ljubljani lahko na številnih mestih opazimo pitnike, kjer si lahko natočimo vodo, se ohladimo, a pozor, voda ni povsod pitna. We wanted something cooler, so I searched for this time of the season and of the year, and it said that Slovenia had cooler temperatures, around like 20, 30 maximum, but more 20, 25. And we arrived and we found that there was a heat wave now in Slovenia as well. Mnenja o tem, ali se lahko ohladimo tudi v Ljubljanici, so sicer deljena, no smo ji pa lahko veliko bliže, vsaj takole na Barčici. Na ladji si je vedno bolj sveže kot na obali, saj je Ljubljanica čarobna reka. Nič kaj čarobno pa v teh dneh ni potovanje z vlakom, ki se ob že obstoječih zamudah še dodatno podaljša. Zaradi vročine se namreč tirnice širijo, vlaki pa morajo zato na nekaterih mestih po Sloveniji voziti še počasneje. Zaradi visokih temperatur pa se je pred dnevi pokvarila še ena izmed kretnic, posledično je imel zato vlak kar 74 minut zamude. Za vse tiste, ki se na pot te dni odpravljate z avtomobilom, pa srčno upam, da ga imate parkiranega v garaži. Moj se je namreč le v uri in pol iz 18 segrel na 50 stopinj. No, vsaj do tja gre termometer. Prav zato pa bodite še posebej previdni, da v avtu ne puščate otrok, dojenčkov ali domačih živali. No, če se premaknemo na severovzhod države v Prekmurje, kjer je trenutno 33 stopinj Celzija, pa je šele 11 dopoldne, lahko ugotovimo, da se veliko ljudi tukaj odloča za ohladitev v Soboškem jezeru. Voda je zelo prijetna, prihajamo kar pogosto, zaradi tega, da je brez stopnine in si lahko privoščimo malo oddiha z otroci. Te pa vse, 1 uro, da se malo ohladimo, živimo v bloku, v stanovanju in vse malo. Res, da gre za regijo s številnimi termami in zunanjimi bazeni, a je za vsakodnevno ohladitev marsikomu to predrago. Zdaj za terme se nam ne splača, za 1 uro pa pol imate stopnine, ker so predrage. Pošetoš, vse imaš povedati, vse počisto, vse je. Tako je sem zrihtali. Tako je užitek biti tu. Edino, kar je, s sabo nosimo še torčke, da je pa senca za otroke, ko pa pač je nekako prevroče, pa gremo domov. Naravne sence namreč ni veliko, si pa pomagajo senčniki, pa še psi so dobrodošli. Pri 33 stopinjah je že luštno, da malo psa zapelješ na kopanje, ampak tu imajo lepo urejeno, tako da je to ločeno med kopalci in med živalmi. Temperatura je luštna, varno je, na vrvici so, tako da vse štima. In kako se s tako visokimi temperaturami spopadajo živali, katerim je najbolj vroče in katere so na visoke temperature že navajene, vse to smo preverili v Ljubljanskem živalskem vrtu. Šta ti se čini, komu je bilo najvrućije danes? Ne znam, baš svima je bilo vruće. V živalskem vrtu je najbolj vroče mači pandi, tole je Magu za nama. On trenutno preživlja vroče dneve s tem, da poležava in jih prespi, vmes ga pa prijetno hladi senca. Vidjeli smo risa. Leva? Risa. Tiga sem videl. Kdo ti je bil pa najbolj všeč? Slon. Komu mislite, da je više vroče, vama ili slonu? Slonu. Zašto? Zato što je veći. Slonici Gangi pomagamo tako, da dobi različne priboljške v njenem bazenu, da se gre rada skopati
Seveda pa pripomore tudi pršilni sistem, ki ga ima pred vhodom, da se gre lahko kadarkoli tudi tja shladiti. Slona, deve. Najbolj godijo te temperature surikatam, ki tudi izvirajo iz zelo vročega okolja, nimajo nobenih problemov, zadržkov s tem, da je malo bolj toplo zunaj. Komu pa se ti zdi, da je bilo najbolj vroče danes? Atiju.